Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. O zaspani zebri. Nekoč je živela zebra, ki je bila neskončno zaspana. Spala je ponoči in podnevi, dremala je popoldne, zvečer ali zjutraj in včasih celo med kosilom. Nekega jutra jo je vzhajajoče sonce našlo, ko je ležala sredi travnika in sladko spala. Poslalo je žarek, da jo je poščegetal po ušesih. Zebra je le zamahnila z repom in spala naprej. Sonce je poslalo še en žarek, ki je zlezel zebri v levo nozdrv, da je kihnila. Ob tem se je prebudila in se omotično skobacala na noge. Odkrevsala je do jezerca v bližini in se odžejala. Tedaj je mimo pripeketal njen bratranec. Ojla, sestrična, že na nogah, kaj ni malce zgodaj zate? Je nagajivo povprašal. Zebri se ni dalo pojasnjevati. Rekla je le, in začela muliti travo. Bratranec se ji je pridružil. Nekaj časa sta jedla v tišini. Nenadoma je zebra v travi naletela na nekaj trdega in papirnatega. Bila je knjiga. Poglej, bratranec, kaj sem našla. Bratranec je prišel bliže in povohal čudno stvar. Potem je poskusil pojesti platnice, pa niso bile kaj prida okusne. Z jezikom je prevrnil knjigo, da se je odprla. Bila je šolska knjiga in v njej so bile narisane velike črke. Ker nobeden od njiju ni znal brati in nista vedela, kam s knjigo, sta se odločila, da obiščeta staro lamo, ki je veljala za eno najbolj izobraženih živali daleč naokoli. Lamo sta zmotila pri kosilu in težko bi trdili, da jo je njun obisk spravil v dobro voljo. Ko sta ji pokazala knjigo, se je malce razvedrila in z zanimanjem polistala po njej. Nekaj časa je bila povsem tiho, zebra in bratranec sta si komaj upala dihati. Potem je zaprla knjigo, pljunila na tla in rekla: Zelo zanimivo. Kaj je zanimivo? Je vprašala zebra. Lama jo je premerila od nog do glave in znova pljunila v pesek. Knjiga vendar, to, kar sta prinesla, je knjiga. Knjige govorijo o različnih stvareh. O čem pa govori ta knjiga? Je zanimalo bratranca. O črkah, je bila kratka lama. Kaj to o črkah? Je želel pojasnila bratranec. Črke so koščki besed, z njimi sestavljamo imena in opise in besede in stavke, je pojasnila lama. Kakšne stavke? Je vprašala zebra. Vseh vrst, o soncu in oblakih, o vodi, o zvezdah, nekaj pa piše celo o zebrah, je razlagala lama. Kaj piše o zebrah? Piše, da imajo v večjih človeških krajih posebne oznake, kjer lahko ljudje varno stopijo na drugo stran ceste. Ta mesta so označena z belimi progami, reče se jim prehodi za pešce, lahko pa jih imenujemo tudi zebre. Kaj takega? Sta se čudila zebra in bratranec. Kje pa so te proge? Na tleh, je razložila lama in pljunila. Kaj pa boste s knjigo? Jo je zanimalo. Nič, je odvrnila zebra, kar imejte jo, brati ne znava, okusa pa nima preveč dobrega. Če vam je prav, jo lahko obdržite. Lepa hvala, je rekla lama, pokimala v slovo in nadaljevala s kosilom. Zebra in bratranec sta se poslovila in se vrnila na travnik. Nenadoma je zebro obšla strašna utrujenost. Zleknila se je pod drevo in se pripravila, da za kratek čas zadremlje.
Spet spiš, kar naprej bi tremala. Le kje je že kdo videl zebro, ki kar naprej poležuje, je zajedljivo pripomnil bratranec. A tokrat je imela zebra pripravljen odgovor. Če lahko mestne zebre ves dan polegajo po prehodih za pešce, se menda lahko tudi jaz za 5 minut zleknem, je odvrnila in sladko zaspala.